Potem, ko je ustavno sodišče prejšnji mesec presodilo, da je referendumska zakonodaja v neskladju z ustavo, je danes šokiralo z novo razsodbo. V neskladju z ustavo je tudi volilna zakonodaja. Kaj to pomeni in kakšne bodo posledice te odločitve, zdaj sprašujem kolegico Latojo. Čau, Slavko! To pomeni, da je ustavno sodišče s tem razveljavilo vse dosedanje volitve v državni zbor, Evropski parlament, volitve za predsednika države in lokalne volitve. Državnemu zboru je naročilo, da nemudoma vzpostavi stanje pred 6. decembrom leta 1992, ko so bile prve volitve v državni zbor. Če drži, kar pravijo iz sodišča, to pomeni, da sem vrgel stran 2 mandata predsednika slovenske države. V nič gre 10 let lagodnega življenja. No, poglejmo zdaj, kaj je ustavno sodišče napeljalo do te odločitve. Sporen naj bi bil 7. člen zakona o volitvah, ki pravi, da pravice voliti in biti volje nimajo prizadeti zaostali in psihično bolni državljani Slovenije. Ker pa Ustava Republike Slovenije vsem državljanom zagotavlja enakost pred zakonom, je ta člen sam po sebi seveda v nasprotju z Ustavo. To je majhen korak za Slovenijo in velik za demokracijo. Na diskriminacijo že 20 let opozarjamo. Pa bo zdaj kaj bistveno drugače. Le, v resnici se kaj veliko ne bo spremenilo. Stranke in volivci so ta famozni 7. člen ves cajt redno ignorirali. V vseh 26 letih je dejansko volilo in bilo izvoljenih kar nekaj tako ali drugače motenih osebkov. In vsi smo to mirno gledali, noben pa ni naredil nič. No, jaz samo upam, da to zdaj ne pomeni, da bojo v politiko odslej vstopali sam še tisti, ki so dovolj nori.